Projekt Rebirth je nastal leta 2010 kot skupna ideja različnih partnerjev, raziskovalne inštitucije, gospodarske zbornice, svetovalnega podjetja, velikega gradbenega podjetja in pa informacijsko-komunikacijskih partnerjev z namenom, da povečamo informiranje, da povečamo ozaveščanje ljudi o obstoječih praksah, ki že obstajajo, recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihove uporabe v gradbeništvu. Iz tega je nastal kasneje z sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje in pa Evropske skupnosti program Life Plus, projekt z naslovom Promocija uporabe recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu. Danes tukaj na Gospodarski zbornici poteka prva akcija v okviru tega projekta, in sicer konferenca Ohranimo vire, reciklirajmo odpadke. Danes na tej konferenci boste slišali o zakonodaji, ki že obstaja, ki je vpeljana. Slišali boste o dobrih primerih prakse, ki tudi obstajajo v Sloveniji in pa v tujini. Izkušnje MOL so predvsem take, da ugotavljamo, da imamo stara bremena. Ravnanje z odpadki je sicer zakonsko urejeno, ampak nekje pri gradnjah, rušitvah ne vemo, če je ustrezen nadzor pred izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ob izdajo uporabnega dovoljenja. Tako da v bistvu v Mestni občini Ljubljana ugotavljamo, da je zelo veliko tako nevarnih gradbenih odpadkov, to pomeni odpadkov, ki vsebujejo azbest, kot gradbenih odpadkov v naravi, predvsem na vodovarstvenih območjih. To so območja, ki so v bistvu bolj naravi prepuščena in ne toliko nadzorovana kot druga. Omeniti je treba, da so gradbeni odpadki v pristojnosti države, po zakonu o varstvu okolja pa so lokalne skupnosti odgovorne za svoja zemljišča. Tako da v Mestni občini Ljubljana trenutno izvajamo odstranjevanje tako nevarnih kot nenevarnih gradbenih odpadkov z zemljišč MOL. Odstranili smo že skoraj vse azbestne odpadke, zdaj smo pa dejansko na temu, da odstranjujemo velika nelegalna odlagališča gradbenih odpadkov, potem bo pa sledile tudi sanacije starih bremen, seveda v sodelovanju z državo, ko bo do tega prišlo. V zadnjih 20 letih postajajo okoljske dajatve vse bolj zanimive, oziroma je to neko orodje, ki se zdi zakonodajalcem zanimiv za podkrepitev drugih ukrepov, ki jih imajo v zvezi s predpisi, prepovedi in omejitvami. Vendar pa, kar kažejo že prve študije o učinkovitosti določenih okoljskih dajatev na področju EU, ni dovolj, da imamo neki predpis oziroma ali okoljsko dajatev. Pomembno je, da so vsi ti ukrepi povezani, prihaja v ospredje tudi uporabo zelenega javnega naročanja, in le če so vsi ti ukrepi med sabo premišljeni, povezani in usklajeni, se lahko dosežejo tisti učinki na okolju, ki jih v bistvu rabimo v družbi in tudi za ohranitev naravnih virov. Na področju ravnanja z mineralnimi surovinami ima približno več kot 15 držav EU določene dajatve ali koncesije, vendar so le tiste uspešne. Naprimer, en tak zelo znan oziroma dober primer dobre prakse je Velika Britanija, kjer te dajatve združujejo z navodili za zeleno javno naročanje, z usklajenimi predpisi in tudi s promocijo in ozaveščanje tako tistih, pri katerih odpadek nastaja, kot tudi tisti, ki v bistvu prodaja odpadek, predelan odpadek, in tisti, ki ga naroča. Zadnjih nekaj let smo se v bistvu prilagajali temu, da smo odpadke, vsaj eno vrsto odpadka registrirali kot stranski produkt. To se pravi, sledili smo uredbam oziroma zakonodaji, ki je Evropska unija sprejemala, tako da smo naš končni stranski produkt, ki je bil včasih še odpadek, smo ga registrirali, tako da ga zdaj lahko na trgu tržimo kot stranski produkt. Predstavljamo praktične primere uporabe, kakor so tehnologije reciklaž, hladne reciklaže na cestah, spravi na objektu, in vroče reciklaže asfaltnih zmesi. Nadalje prikazujemo uporabo industrijskih odpadkov, kot sta črna jeklarska žlindra za namene zamenjave eruptivnih agregatov,
Za uporabo črne jeklarske žlindre smo mi začeli z razvojem v samih laboratorijih v letu 2007 in z izdelavo poskusnih polj. Tako da imamo kar nekaj poskusnih polj za različne namene uporabe, za različne prometne obremenitve in za različne klimatske obremenitve. Uporabili smo črno jeklarsko žlindro slovenskega proizvajalca Acroni oziroma surovino, ki je Acroni, in še dve jeklarski žlindri iz bližine Slovenije, tako da imamo primerjave. Te ceste so v letu 2010 in 2011 imamo tudi poskusna polja narejena na avtocestah. Imamo že 4 odseke takih z različnimi zmesmi. Med drugim imamo tudi eno poskusno polje praktično trajnostnega asfalta v Portorožu, kjer smo poleg tega, da smo eruptivni agregat zamenjali z žlindro, smo tudi naredili manj hrupni asfalt, ki zniža emisije hrupa za 3 decibele. In zadnji tako poskusno polje v Vrtojbi na avtocesti, hitri cesti Vrtojba-Bazara. Imamo drenažni asfalt, ki poleg tega, da ima to črno jeklarsko žlindro, zniža tudi emisije hrupa za 5 decibelov. V naši družbi Ceste mostovi Celje imamo od leta 2004 center za ravnanje z gradbenimi odpadki in ta center ima seveda veliko kapaciteto. Zdaj ugotavljamo, da je razmerje med ponovno uporabljenimi gradbenimi odpadki in pa osnovnim materialom, ki ga pridobivamo v našem kamnolomu, zelo veliko. Torej gre za velik razkorak. V povprečju nekako zberemo med 15 in 25 tisoč tonami gradbenih odpadkov. Najbolj konstantna je ta količina pri ponovno zbranem, torej starem asfaltu, ki ga je nekje okrog 6 tisoč ton letno, in ta količina je nekako že od leta 2005 pa do 2011 praktično v rangu par 100 ton plus minus. Ves ta ponovno zbrani asfalt se seveda predela v asfaltnih zmeseh, v novih asfaltnih zmeseh in predstavlja nekje okrog 3% skupne proizvedene količine asfaltov letno. Mislimo pa, da je nekako preveč dan poudarek samo proizvajalcem oziroma gradbenim firmam, da se same trudijo pri zbiranju in ponovni predelavi gradbenih odpadkov in da bi tle morala država narediti nekako več pri stimuliranju, pri nekih dodatnih materialnih spodbudah. Govorimo zdaj tudi o tako imenovanem javnem naročanju. Tle mislim, da bi morale firme, ki recimo predelujejo in ponovno uporabljajo gradbene odpadke ali pa tudi določene industrijske odpadke, ki se lahko v tej proizvodnji uporabijo, da bi morale imeti neko prednost pri izbiri, pri teh javnih naročilih, ker sicer, dokler bo osnovni kriterij najnižja cena, potem tle neke dodatne motivacije za gradbenike seveda ne bo. To jaz mislim, da je eden glavnih problemov ali pa na tem področju mislim, da bi bilo treba narediti več. Na današnjem posvetu na Gospodarski zbornici Slovenije je, kar se tiče zakonodaje o gradbenih proizvodih, čisto vseeno, ali je gradben proizvod iz nekih naravnih virov ali pa je to predelan proizvod iz nekega postopka, iz nekega odpadka, bodisi gradbenega odpadka, bodisi nekega stranskega proizvoda iz neke kemijske industrije ali iz kjerkoli druge. Važno je, kar se gradbenih proizvodov tiče, da izpolnjuje bistvene zahteve za objekte. Druga stvar, ki bi jo tukaj poudaril, je tudi, da obstaja bistvena ločnica med zakonodajo za gradbene proizvode in pa zakonodajo za odpadke. Kakor hitro proizvod zapusti odpadkarsko zakonodajo, postane enakovredna surovina kot vse druge naravne surovine za proizvodnjo gradbenih proizvodov.